Živijo, mi smo band Hoffman, oddaj Radioaktivno. K skupini Hoffman, Matjaž, zdravo. Živijo. Je ostalo še kaj preprostih stvari? Ja, mislim, kar nekaj, glede na to, da je poletje in da se dejansko končno koncerti dogajajo. Moram reči, da se dogaja ogromno luštnih pa preprostih stvari. No, lik zdaj se gremo na tonsko čez par minut. Čeprav pa opažam, da se vse bolj zapleta. Vse povsod. Ja, kako? Če pogledaš okolico, vidiš, da je vse zapleteno. A se ti zdi? Ja. Kaj pa vem, pismo? Odvisno, kakšen pogled na svet imaš. No. Jaz nasplošno sem narejen na ta način, da če imaš nekako zdravje, da drugi problemi preprosto zginejo. In zaradi tega pač je cool, da gledaš na svet malo bolj pozitivno, pa da problemi ne obstajajo. Ne. Če pa dejansko imaš kakšen problem, si moraš počasih nogo zlomiti in pa dejansko vidiš, da je boljše imeti zdravje in se odpovedati problemom. Imaš prav, zato je treba večkrat reči drugo moje je srce. Ja, zadnji singel pred Plato smo rekli, da damo v poletje, da gremo v poletje z enim takmu pozitivnim vibom in samo sporočilo komada je tudi pozitivno, da pač poslušamo srce, poslušamo počasih tudi glavo, ampak če včasih glava preveč melje, je dobro, da se na koncu prepustimo srcu in to nas pa pripelje tja, kamor res hočemo. Torej bi brez bili izgubljeni na vseh področjih. Verjetno, da res je. Verjetno, da res. Čeprav pogled na tempo bi robili več kot samo en Ja, mislim, se pravi, odvisen kakšen življenje živiš, no, sam sem freelancer, nekako sem fotograf, pa speaker na radiju in moram reči, da se ne sekiram prav preveč zaradi stvari, no, nimam niti šefa nad glavo, nimam niti kakšnega tečnega sodelavca, ampak pač cool je, ko si dejansko lahko postaviš sam svoj urnik, zdaj dve punčki, čisto mečkani doma in sem lahko čez dan z njima, pa začer pucam stvari, ko grejo otroci spat, pa včasih malo stisneš, malo manj spiš, ampak dejansko je vreden, no. Kolega mi je enkrat rekel, da je najbolj vreden otroštvo preživeti s svojimi otroci, ne, če so ga že tvoji starši nekako preživeli s stvarmi, kakor je služba ali pa kakšne druge stvari, ki se pol konec koncev zdijo nepomembne. Danes je težko, ko že vse skupaj prefiltrirate, kot ugotavljaš. Pa kaj pa vem, mislim na eni točki se moraš sam odločiti, ne, kaj v življenju hočeš biti in kaj hočeš doseči, ne. Zato pač tudi ta komad govori o tem, da glava včasih bega sem pa tja, pa hoče vse in hočeš še več in se obremenjuje s tem, obremenjuje se z onim, ne. Konec koncev, pa kot sem že prej rekel, ne, če poslušaš srce ali pa če smo sposoben prisluhniti, ne, kaj točno želiš v življenju, ne. Kaj v bistvu ne, kaj želiš, kaj je pomembno, no. Ja, kaj je dejansko pomembno v življenju, ne? Da je na prvem mestu zdravje, družina, pač da si fair do sebe in do drugih, da se pa stvari na koncu kar postavijo na svoje mesto in pač da ugotoviš, da v bistvu si srečen, ne? Če odmisliš probleme, ki konec koncev ne obstajajo, no? Tako kot Deda je rad rekel, dokler si zdrav, ne? Dejansko vse štima. Dokler začne pa zdravje pehati, pa sploh vidiš, ne? Kaj si imel, ko si imel zdravje. Zaradi tega pač polagamo na srce s tem komadom vsem, da pač ne uživajo poletje, ne uživajo življenje brez kakršnih postranskih problemov, ki niso vredni, da ti krajšajo življenje, pa da ti pač polomijo vsak dan. Da s to pesmijo dobesedno utripate, pa je videti v videospotu. Ja, ti videospoti. Včasih sploh ne veš, kaj bi sploh še naredil, ne. Zdaj, a bi vrgel 3 jurje v videospoti in vse skupaj predal v eni produkcijski ekipi, ne. To je najlažje, ker pa oni prevzamejo vse, prevzamejo idejo, prevzamejo produkcijo, casting, ne, ampak trenutno pač si tega ne moramo privoščiti, ne. Glede na to, da imamo družinice, pa da ne treba pač družino preživljati, ne, pa da še kam skočiš na kakšen dopustek, ne. Ampak smo pa rekli, da pač vse, kar pride od špilov, kar dejansko bomo preslužili z glasbo, smo pa rekli, da mogoče vložimo noter v kakšen dober videospot, ne. Ampak zaenkrat smo podali, eno srce, ki se malo premika in utripa in neka animacija je, koliko smo imeli že pri preprostih stvarih in mislim, ne govori glasba, pol kasneje, ko bo pa malo več denarja, pa upam, da še več muske, pol pa naredimo še en tak spodoben, vrhunski in izjemen videospot, no. Ja, ampak to je spet, se veš, to je spet čisto odvisno, kako dojemaš videospote. To je tudi odvisno od in z katerega kotička si sedaj to pobral. Ja, res je, res. Pismo, ne vem, a se dejansko mogoče se spomniš, v MTV časih smo res veseli pred televizijo in si ful veliko dal na videospote, ne. Zdaj, kje se vrtijo videospoti? Včasih so bile videospotnice, včasih je bil ta MTV Adria, ne. Zdaj, mislim, kje se sploh vrtijo videospoti, razen mogoče na par kanalih javne televizije, to je pa dejansko to, ne. A pa na YouTubeu, ampak jaz mislim, da pač v prvi vrsti ne govori glasba, no, potem pa pač ne se postavi še neka zgodba v zadaj z videospotom. Ampak zaenkrat sem mnenja, da videospot ne da
neke dodane vrednosti sami glasbi. Mogoče se pa motim. No. Kot si pa omenil, jeseni pa pride tudi zbirka 11 pesmi. Ja, Imate že naslov? dejansko smo imeli pol ure nazaj debato o tem, kakšen bo naslov plate. Verjetno bo kar Hoffman, ker smo dejansko Hoffmani izlili gor svoje srce, svoj svoje doživljaje, vsega skupaj. In zaenkrat se debata vrti okoli tega, da bi kar Hoffman, ampak mogoče se spremeni. Je pa plata odraz neke preteklosti, pa neke sedanjosti. Ne? Preteklosti v smislu, da nekih 5 komadov je bolj na Black Keys, ga predvsej bolj žge. V bistvu neki alternativni rock, ne? In to predstavlja tudi še preteklost, ko so bili še kakšni drugi člani benda, ki jih zdaj ni več. Ne? Zdaj ta drugi del plate, ki je pa takšen bolj mehki rock, kaj zvem, zametki Kings of Leon, Coldplayov. To je pa dejansko zgodba, ki zdaj s to zasedbo delamo in se mi zdi pač uspešna in štima vse skupaj in tudi v tej maniri smo šli tudi naprej. No? Čeprav sam priznam, da včasih pogrešam kakšen malo bolj udaren riff. No? Prejšnji teden so s kolegom na In-Musicu in so igrali Deftones, zdaj ne vem, koliko poznaš to muziko, ampak mi smo s tem odraščali v srednji šoli in ko kitara žge in ko ga žge, pač je en drugačen feeling, kot če ga kitara sam boža. Bomo potem počakali do izida albuma, da slišimo, kaj vse ste pripravili. Midva bo sedaj aktualno poslala tudi v radijski eter, zato Matjaž, je tvoje drugo srce? Pa je, v bistvu, ja, moram reči, da poslušam srce, odkar sem bil mulc, pa mi je deda, ki sem ga zelo spoštoval, položil na srce, da sledi svojemu srcu v življenju. No? In včasih moraš utišati glavo in se prepustiti srcu in upam, da tudi vsi poslušalci počnejo isto, ali pa bojo počeli isto, vsaj v teh naslednjih 4 minutah, kolikor traja naš novi singel. Srce požvižga se na